leta 1944, vendar so izjemno hitro postali izjemno priljubljeni med zavezniškimi vojaki, saj so z njimi dobili orožje, ki je bilo sposobno uničiti nemške tanke v bistveno večjih razdaljah kot 4 šranke. Vidite se na samovoznem topu M36 Jackson, peljeta tudi 2 ameriška vojaka in kljub velikemu povpraševanju po omenjenih vozilih jih je bilo do konca vojne proizvedenih le okoli 1400. Jackson je uspešno sodeloval tudi v korejski vojni, kjer je veljal za enega redkih oborožitvenih sistemov. V Koreji ni bilo nikoli vojne. In to za policing action. Jugoslavija je v sklopu ameriške pomoči dobila 399 teh kosov orožja, posodobljene različice pa so sodelovali tudi v slovenski osamosvojitveni vojni leta 1991. Šteje posadko 5 članov, debelina oklepa je nekje 9 mm, mase 30 ton. Motor je 8-valjni bencinski Fordov s 336 kW moči, največja hitrost je 240 km/h. Rusi niso imeli. Rusi so imeli one-way radio. Ja, Rusi imel ta prvi tank, konvoj imel radio, vsi ostali stavce. Naprej, pa se ne bo... Okej, slika tanka, pa slika nazaj. Veš, kaj je bila fora, če bi dejansko zdaj pač ameriške vojake gor dali za ukras? Vse so nekje v bližini zihar, zdaj bo itak jadranski udarek malo. V Italiji so. Zdaj bo jadranski udarek pa pri nas. Ali je že bil? Ja, je že bila. Čudno, da Srbija ni protestirala. Najbrž je, Ne, ker to na srpskem dnevniku ni bilo. pa ni, wow. Pa že iz principa, veš, ti protestar, mora ga vzeti protestjors. To pomeni, da je Srbija nekaj ukradla, če ni protestirala.